obhajamo 4. adventno nedeljo, na adventnem vencu gorijo še vseh 4 sveče, torej veliko svetlobe pomeni, da je odrešenik že zelo blizu. Že zelo blizu je odrešenik nas, ki nas želi in zmore odrešiti v vsem, kar nam manjka. Današnjo Božjo besedo bi lahko povzeli pod eno besedo napoved. Gospod proroško napoveduje prihod odrešenika. Slišali smo v prvem berilu iz knjige proroka Izaija, kako je napoved prejel izraelski, judovski kralj južnega izraelskega kraljestva Ahaz, da bo prišel sin po devici, ki se bo imenoval Emanuel. In to pomeni Bog z nami. Stara zaveza je že v raju napovedala odrešenje. On bo glavo strl, ti pa ga boš ranila na peti. Torej, že v raju je bilo napovedano odrešenje po skrivnostnem Božjem služabniku. Že Davidu je Natan prorokoval, da bo devica rodila sina in njegovo kraljestvo, tega njegovega potomca se bo razširilo čez ves svet. Izraelci so sledili tem Božjim prorokom, ki so se dopolnjevale, seštevale čez vso zgodovino, in tako se je izoblikovala neka podoba, neka predstava, kakšen bo Mesija, ki bo prišel. Torej, Bog pripravlja človeka na to, da bi ga človek lahko sprejel, in hkrati, tako razlagajo cerkveni očetje, se tudi Bog pripravlja na človeško življenje, živeti kot človek, živeti med ljudmi. Torej, očitno odrešenje zahteva nek dolg proces zbliževanja človeka in Boga, ki lahko da odrešenje. Za nas tukaj zbrane na tem milostnem kraju, kjer so tudi obljube o spravi, o dušnih in drugih ozdravljenih, je tudi to naloga, da nekako prepoznavamo, kako nas Bog želi odrešiti, po kakšni poti, kako naj se mu zaupamo, kako naj molimo, sprejemamo blagoslove. To je tista poklicanost, da bi nekako prepoznavali Boga in ga sprejeli. Poleg tega, da beremo Božjo besedo, Sveto pismo, lahko izhajamo tudi iz resnice vere, da Bog pozna človeka, svoje stvarstvo in da je odrešenik v vsem, v čemer smo mi neodrešeni. Torej, Gospod Jezus vsakega izmed nas lahko že iz tako težke situacije ali bolezni ali zapletenega stanja reši. Pri Bogu je torej vse mogoče. Kralj David je živel približno 1000 let pred Kristusom, kralj Ahaz pa od leta 723 do leta 763. 44 let je živel, vsi izraelski kralji so imeli tudi izkušnjave, preizkušnje. Poznamo prvega izraelskega kralja Savla, ki ni bil poslušen Gospodovemu glasu, potem Davida, njegov greh, in potem Salomona tudi, Ahaz
je tudi zelo grešil, je zašel od prave vere in častil poganskega boga Moloha, kateremu je tudi daroval svojega prvorojenca. In kar nas lahko najbolj preseneča je to, da se je Bog kljub vsemu približal temu Davidovemu nasledniku, kljub njegovim strašnim grehom in mu dal to veliko obljubo. Zagotovo se je Ahaz čutil grešnega in nepopolnega, gotovo je čutil ponižanje zaradi svojih grehov in je tako bil pripravljen in odprt za dobre Božje preroke. Božja beseda nam razkriva, kako je Bog resnično neskončno usmiljen in da tudi tako veliki grehi niso ovirali, da bi prenehal se pogovarjati s človekom. Vse to nam lahko pomaga, da bomo tudi mi zaupali Bogu, zaupali Jezusu, da mu bomo zaupali svoje grehe, nepopolnosti in mu izročili pravzaprav vsa področja našega življenja. Temeljno pri našem odrešenju, temeljna je sprava s Bogom, to je sakrament svete spovedi, je izjemen sakrament, za katerega lahko rečemo, da je resnično zmaga nad našim napuhom in resnično priložnost, da nas Jezus Kristus odreši na vseh področjih, ki jih njemu zaupamo. Spoved je resnično odločilen sakrament, tudi vsi eksorcisti razlagajo, da je spoved ključna za našo osvoboditev, za naše ozdravljenje. Slišali smo torej tudi dogodek, kako je Jožef prejel Božje razsvetljenje, obisk angela, kar je bilo odločilno za njegovo poslanstvo, kako razlagajo evangelije, je bil to prvi obisk angela v sanjah, od vseh štirih, in to je bilo ključno, da je Jožef sprejel svoje poslanstvo, da je bil krušni oče odrešeniku Božjemu sinu. Torej, Boga prihaja, kako Božja beseda razodeva, vse dobro, edino pravo spoznanje in vse odrešenje. Današnja zgodba iz adventnega koledarja, ki je vsem dosegljiv na spletu, pričuje o fantu Kirilu iz Rusije, ko je se srečal s misionarjem, je začutil željo, da bi bil krščen. In njegov oče mu je močno nasprotoval še na sam dan krsta, pred začetkom svete maše, ko že je igrala glasba v cerkvi, mu je oče še na pragu nasprotoval, ko je fant začel jokati, se je oče vdal in popustil in je pač nekako svojemu 6-letnemu sinu dopustil, da je prejel sakrament krsta v cerkvi, pa ga je že čakal tudi boter. In za njim je ta sakrament prejel še njegov brat in mama. Zagotovo se je potem tudi oče omehčal, ko je že njegova družina sprejela vero. Torej, Božja beseda in pričevanja nam pač razodevajo to, kako je resnično mogoče, da Bog vstopi v naša življenja. Z našo zaupno molitvijo ne bomo izročili vse. Posebno na tem kraju lahko tudi po molitvi najprej Mariji, ki mogoče lažje zaupamo. Božje človečenje pomeni, da se je Bog nam zelo približal, torej najbolj pod znamenjem svete Euharistije, ki je Bog sam, resnično navzočnost Jezusa, ki se je človečil, pa tudi po teh prvinah, ki jih blagoslavljamo, je Bog nekako bolj stvarno navzoč. Te prvine dajo molitvam večjo moč
in večjo pomoč naši veri, ko blagoslavljamo predmete, vodo, sol, kadilo, olje, je v teh stvarnih sestavinah, v teh snovih, varih, Bog in njegov blagoslov stvarno navzoč pri nas. Tako naše molitve niso samo nekako duhovne, ampak se resnično združijo z resničnostjo, z snovjo, s tem naravnim svetom, v katerem živimo. Tako so molitve močnejše in bolj slišane. Izpovejmo vero.